Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na televiziji Celje. Muzej na prostem v Rogatcu je tudi letos gostil tradicionalno prireditev Likov na Taberhi. Letošnja je bila že 27., na kateri je sodelovalo 90 domačinov, ki so prikazali različna kmečka opravila, ki so bila aktualna pred 100 in več leti. Rogačani so že globoko v 3. desetletju prirejanja te etnografske prireditve, katere eden pomembnejših namenov je druženje, kar navsezadnje tudi pomeni sama beseda Likov. Mi ustvarjamo Likov na Taberhi že vrsto let zato, ker želimo, da ohranimo določeno našo ljudsko tudi navade, običaje in da to gre iz roda v rod, da tudi mladi rodovi danes vidijo, kaj vse je bilo potrebno narediti za ljubi kruhek, ki ga danes najdemo na policah. Pri prikazanih kmečkih opravilih je sodelovalo veliko društev, ki so v Rogatec pripotovali tudi od drugod. Smo zelo veseli in hvaležni domačinom, ki se odzovejo našemu povabilu, ker tole je najbolj pristno, to, da pri ljudje iz naše okolice v muzeju, v tem avtentičnem prostoru tudi prikažejo te obrti in pa prikaze in pa tudi seveda delovna opravila. Prihajajo pa tudi od drugod, namreč Taberh pomeni dnina in tudi od drugod k nam prihajajo v Taberh, tako recimo Ložniške ufarce, in pa letos folklorna skupina prihajajo iz Zgornje Ložnice, prešmentani falotje so iz Toperc, tako da iz vseh vetrov prihajajo. Na letošnji prireditvi so že 9. pripravili tudi izbor za najboljšo sirovo zavihanko. Letos se jih je prijavilo 21, ena sicer je zadnji trenutek odpovedala, ampak torej imamo letos 20 zavihank in imamo tudi seveda že najboljšo, se pravi najsirovo zavihanko, ki jo je pa letos spekla lanska zmagovalka. Torej ponavljamo sirovo zavihanko. Že drugo leto zapored je najboljšo zavihanko tako spekla Marija Kušar, ki ima še vedno zmagovalni recept. Ta prava zavihanka mora biti čim bolj naravna. Brez nekih dodatkov, skuta, jajčka, smetane malo, pa navadno testo kot za kruh, skoraj kot za kruh. Tako so včasih tudi delali stari ljudje, in taka mi se zdi, da je najboljša. Zavihanka pa ni doma le v Rogatcu, ampak tudi v okolici, le da je tam znana po drugih imenih. Sirova zavihanka je doma tukaj v naši okolici, ne morem reči, da samo iz Rogatca, tudi drugod jo pečejo, mogoče jo imenujejo malo drugače. Nekje je zafrkječa zavihanka, potica ji tudi rečejo, različna imena ima, ampak mi smo to nekako poenotili v sirovo zavihanko. Posebno je pa zato, ker je to taka, bom rekla, priročna, sestavine so zelo priročne, kmetje so jih imeli doma in potem so lahko hitro pripravili eno tako sladico. Eden osrednjih delov prireditve je bil kruh oziroma način, kako se do kruha pride. Prikazali bomo stare zadeve, ki so nas učili naše babice in dedeki, pa očete in matere, tako da mlačev z cepci, pa potem na mlatilnico in pa seveda potem ščinjane in kako se pridobiva žito za kruh. Da pokažemo mladim, da vsaj vidijo, kako se je to včasih delalo. Danes delajo to vse stroji, ampak mi še vedno to držimo tradicijo in skušamo to prikazati na enostaven način. Ko cepci utihnejo in sta zrnje in slama ločena, pa pride na vrsto mletje. Letos je zrnjo moko zmlel kar župan, ki je pri mletju žit pomagal tudi v otroških letih na domači kmetiji. 50-60 let nazaj, skratka, po vseh domačijah se je to dejansko tako ročno delalo. In tudi sam se spominjam, ko sem srednjo šolo obiskoval, takrat smo že mi imeli žemlje z elektromotorjem. Ampak moram povedati, da kljub vsem ostalim obveznostim, oziroma zakaj vse smo bili takrat kmečki otroci zadolženi, kaj vse smo mogli upravljati, je to bilo eno od del, ko smo radi priskočili na pomoč, tako sem jaz rekel, oče recimo vrtel ta mlinski kamen, pa smo mi še zraven pomagali otroci.
Na Tabrh so v Rogatec prišle tudi upokojenke iz Prekmurja. Pred sabo imamo izdelke iz ličja, po prekmursko iz bilja, pletemo dejansko različne modele cekarje, tudi podstavke različne, košarice za kruh ali pa za perece. To so pač naši izdelki značilni za naše kraje v Prekmurju in nekako skušamo ohranjati to tradicijo, ker menimo, da je škoda, da bi to tonilo v pozabo. Ko je praznika konec, je pod njim treba potegniti črto, kar organizatorji tudi storijo. Po vsakem takem dogodku je čisto normalno, da pogledamo, kaj je všeč, kaj ni všeč. In več ali manj je ta pristen ambient muzeja, ne, če je vreme tako kot danes, je še toliko boljše, ne, in ljudje se tu dobro počutijo, ne, in mladi in stari, in tudi vsako leto kaj dodamo. Ne. Zdaj razširiti, da ne vem kaj pa ne moremo, ker vseeno je to Likov, ne, Likov na Tabrhi, to, kar so kmeti počeli. Je pa letos župan mlev na žrmle, tako da je zmer nekaj novega. Ne. To pa so si ogledali tudi obiskovalci iz tujine. Smo veseli obiska, ravno kar smo dobili celo 2 avtobusa iz Nemčije, tako da vidimo, da so tudi tujci se zanimajo za te naše prikaze in pa na tak način spoznajo tudi to pristnost slovenskega človeka. Žito je zmlateno, nova stara zmagovalna sirova zavihanka je tudi izbrana. 27. Likov na Tabrhi je tako pod streho, številni obiskovalci so zadovoljni in že čakajo na praznični dan naslednje leto.